Do 30. aprila bo v knjižnici Medvode na ogled razstava reliefov v tehniki žgane gline z naslovom Upanje v tretji dan, ki je bila odprta včeraj. Gre za 14 reliefov križevega pota in dodanim prizorom Jezusovega vstajenja vsestranskega likovnega ustvarjalca, domačina z ladje Janeza Mihovca. Reliefe sicer podarja cerkvi svetega Nikolaja na Jeprci. Mirko Mihovec z ladje, letnik 1949, rojen v številni delavsko-kmečki družini, je bil vse doslej medvoški javnosti poznan predvsem kot večkrat nagrajeni avtor likovnih del na Sorškem in ostalih likovnih ekstemporih. Slikarstvo in oblikovanje ga je prevzelo že v mladosti, kiparstvo pa ga je navdušilo pred dobrimi 20 leti. V Medvoški knjižnici je svoje skulpture iz lesa razstavljal že leta 2013, ko je upodobil med drugim tudi Jakoba Aljaža in Simona Jenka. Tokrat pa se je odločil za glino. Zakaj sem šel zdaj na keramiko, na glino? Tako je nanesel. Čeprav sem mislil, da bo lažje. Oblikovanje je lažje, ampak potem pečenje je pa velika težava, ker poka. Tako da sem jaz naredil več kot 20 tabel, tukaj jih je pa 15. Se pravi, toliko jih je počel, pa sem mogel ponavljati in to je bilo dosti stresno. Motivi njegovih figuralnih stvaritev so bile sprva živali, cvetje in v zadnjem času predvsem človek. Tokrat je svoje ljubiteljsko snovanje naklonil religiozni tematiki, v podobitvi Kristusovega trpljenja, Kristusovega pasijona, v reliefih malega formata, v tehniki žgane gline. 14 prizorom križevega pota je dodal še 15. prizor, Jezusovo vstajenje kot upanje v tretji dan. Križev pot nosim že dolgo vseb. Ampak zadnja leta so se zgodile zadeve, ki mi je še podprl to misel, da ga bom naredil. Potem sem dobil termin v knjižnici in termin je takle, kot je, pred veliko nočjo in gre to skupaj. Zadnji 15. prizor je pa zato, ki nam daje upanje. Ta razstava je v bistvu naslov te razstave je Upanje v tretji dan, da s 14. postajo s smrtjo ni vsega konec, ampak je še nekje eno upanje, da v eni obliki bo šlo še življenje naprej, tako ali drugače. Likovna kritičarka in umetnostna zgodovinarka Polona Škodič je v priloženi brošuri med drugim zapisala tudi, da gre sicer za staro zgodbo v novi luči in z novim pogledom, s prepričljivim pristopom, ki gledalcu sugerira dramatičnost vsakega posameznega prizora kot tudi celote. Za katere je značilno, da pa je ubral en svoj slog, torej samo figuro, dokaj stilizirano, dokaj čisto, pripovedno jasno, brez kakršnih koli drugih podrobnosti. Skratka, samo lik Jezusa Kristusa in pa vsi tisti liki, ki so še najbolj tesni v tej zgodbi. Avtor je pa seveda želel izraziti tudi svoje čutenje in videnje, bomo rekli, te kalvarije. Vsi ti prizori nam izkazujejo tudi celo paleto čustev, od žalosti, trpljenja in bolečine do miru, ljubezni, upanja, da življenje gre pač naprej. Za kulturni program je poskrbela Agata Trojer z recitiranjem. Polona Škodič je pripravila obsežno razlago opusa. Za zaključek pa sta poskrbela še sama zakonca Mihovec s prvim uradnim nastopom na orglicah.